No, danes sem vam v bistvu želela povedati nekaj o preventivi, čeprav mislim, da je prejšnji pogovor oziroma prejšnja okrogla miza bila izjemno dober uvod v moje predavanje oziroma v to, kar bi vam rada povedala, in sicer zakaj, ker v Sloveniji vsako leto za različnimi raki oboli več kot 16.000 ljudi. Pogosteje zbolevajo moški kot ženske in tudi bolj umirajo moški kot ženske. Zagotovo je nekaj na tem, da ženske nekaj več naredimo za svoje zdravje. In rak se lahko pojavi kjerkoli, na bilo katerem organu, tkivu, in jaz mislim, da ima po krivem nek negativen prizvok ta beseda oziroma ta bolezen, ker z njo poimenujemo 400 in še več različnih bolezni. Ampak vsem je pa nekako skupno to, da začnejo preraščati celice. Celice v našem telesu imajo naraven ciklus in po nekem času, odvisno iz katerega tkiva so, propadejo in naravno odmrejo. Če pa se ti mehanizmi okvarijo, se te celice delijo naprej in začnejo vraščati v sosednja tkiva. Lahko potem te celice se odtržejo, potujejo po telesu in potem temu rečemo, da metastazirajo. No, in to je v bistvu rak, ne. Da pa ni vse tako črno in negativno povezano s tem, bom še enkrat rekla, da je ta predhodna okrogla miza bila izjemno dobra in vsebinsko zelo povezana, ker danes že zelo dobro vemo, da bi se zdravim življenjskim slogom lahko izognili več kot tretjini, v nekih primerih tudi polovici vseh rakavih obolenj, sploh recimo pri raku pljuč. Več kot 90% rakov pljuč je posledica kajenja, tako aktivnega kot pasivnega in onesnaženega zraka. Potem telesna dejavnost oziroma aktivnost, gibanje, vsak korak dejansko šteje, ne samo, da smo zelo aktivni in povišen puls in tako naprej. Primerna telesna teža, zdravo okolje, v katerem živimo. Vitamin D, sončenje, to smo prej zelo dobro slišali, brez tega ne moremo živeti, po drugi strani pa vemo, kako nevarno je, če nas opeče in koliko je teh obolenj. Potem je že to, kako smo rojeni, ali smo rojeni kot ženske ali kot moški, že s tem imamo predispozicije za nekatera rakava obolenja. Recimo pri ženskah, danes se bom bolj usmerila na ženske, je predvsem to, da kasneje rodimo. Tudi Ana je prej omenila, ne, včasih so babice bile že po 40, danes ženska noseča pri 40 je nekaj povsem običajnega, se pravi kasnejši prvi porodi, manj dojenja, vse to so predispozicije tako za raka dojk kot za rake rodil. In z našim načinom življenja tudi močno vplivamo na to in tudi seveda z izpostavljenostjo stresu. Na srečo imamo v Sloveniji kar nekaj preventivnih presejalnih programov, ki so sicer vsi namenjeni ljudem po 50. letu, ker se večina teh obolenj pojavi šele po 50. letu. No, same pa smo seveda vsak mesec odgovorne za svoje zdravje tudi s tem, da se začnemo redno mesečno samo pregledovati dojke. Danes smo tu tudi z našo stojnico, kjer se lahko ustavite, imamo en mali model, silikonski model dojke, v katerem so skrite spremembe in lahko same potipate, kako to res zgleda. In če se začnemo res že v poznih najstniških letih redno pregledovati, meni ženske velikokrat rečejo, pa moje dojke so polne nekih bul, ne. To niso bule, to so žleze, to so naše žleze. Dojka je žlezno tkivo in nekatere ženske imajo malo več žlez, nekatere imajo manj, nekatere imajo bolj mehke. In če se mi redno pregledujemo, vemo, da so to naše žleze in bomo zaznali, če bo tam kaj drugače. Potem je tu tudi izcedek iz bradavice. Dejstvo je, da če ne dojimo, izcedka iz dojke ne sme biti. Tako da včasih nas kdo hitro potolaži, saj to ni nič, saj to je normalno. Ni normalno. Lahko pri nekaterih zdravilih pride do izcedkov iz dojke, ampak o tem vas običajno opozorijo, ko vam predpišejo taka zdravila, bodite pozorni, lahko pride do izcedka iz dojke. Ampak ko prenehate jemati zdravila, mora ta izcedek izginiti. Kakršenkoli je lahko ta izcedek, bel, prozoren, rdeč, kot kri ali pa mogoče kakšne druge barve, vedno bodite pozorni na to. Tudi spremembe na izgledu kože ali udrtine,
v sami dojki. Na vse te stvari morate biti pozorni. Običajno to ne pomeni, da moramo že takoj leteti k zdravniku, ampak nekako je pomembno, da to spremljamo, sploh če smo še v času, ko imamo menstruacijo, da spremljamo še naslednji ciklus, ker veliko sprememb v dojkah je vezanih na hormonske spremembe. In če so po enem mesecu spremembe še vedno tam, če se je kaj spremenila, povečala, tudi če se je zmanjšala, če se spreminja, je potem prav, da gremo k zdravniku. Obrnemo se lahko tako na osebnega izbranega zdravnika kot na ginekologa, kjer nas potem napotijo naprej, če se kaj v tem dogaja. No in v bistvu, zakaj sem jaz sploh prišla v to in kako sem prišla v to? Drugače sem po poklicu veterinarka, takoj po končanem študiju sem nadaljevala z podiplomskim študijem, z doktoratom, iz nevroznanosti, proučevala sem možgane, poučevala sem tudi fiziologijo na fakulteti. No in pri 26 letih sem praktično čez noč postala iz zdrave ženske onkološka bolnica. Kljub temu, da sem bila v enih takih zdravniških, zdravstvenih, medicinskih krogih, nisem pričakovala, da pri teh letih lahko zboliš za rakom. Ampak se mi je zgodilo. To absolutno ni običajna starost. Pod 30 letom je manj kot 1% vseh primerov raka dojk, ampak te lahko takrat tudi doleti. Takrat se mi je zdelo tako, da me vsi čudno gledajo, da so vsi 30 let in več starejši od mene. Tudi v bolnici so me vedno tako začudeno gledali, še potem, ko sem bila brez las, me ena gospa vprašala, kaj pa vi tukaj delate, ne? Sem rekla, nič, malo mi je dolg čas, pa tukaj visim, ne. Mislim, sej potem sem dojela, gospa ni nič slabega mislila, pač tudi ona je bila presenečena, zakaj smo tam. Dejansko za rakom zbolevajo tudi otroci, tudi dojenčki. Tudi že par mesecev stari dojenčki, kar je na srečo zelo, zelo redko, ampak lahko se zgodi. Nasledilo je kar intenzivno zdravljenje in operacije in potem nadaljevanje z hormonskim. Moj tumor je bil visoko hormonsko odvisen. Noben v družini prej ni imel, kljub temu, da so me vsi spraševali, če je mogoče kdo imel, da bi se tako zgodaj pojavil. No in takrat sem jaz spraševala, nisva še imela otrok, takrat z možem, in sem spraševala, kaj pa za ohranjanje plodnosti, a imamo tukaj kakšne možnosti, vedela sem, da za moške je, ker je to bistveno lažje in pač tako čist elegantno se me ocelovili in so rekli, si še ful mlada, saj to pa še bo, ne, to 5 let te terapije ali pa 10, pa boš še vedno zelo mlada. In v tistem trenutku sem bila tudi jaz čist zadovoljna s tem odgovorom in s to neko tolažbo. Potem čez leta, ko to traja, pa začneš tako razmišljati, kaj pa vse to pušča na mojem telesu, pa vemo, da se tudi s staranjem oziroma s vsakim letom zmanjša možnost za nositve in da v bistvu noben ne ve, ne, da so me tako res zelo elegantno potolažili, da boš videla, kako bo, ne. No, jaz sem se sicer, zbolela sem 2008 in takrat ni bilo neki velik teh tudi prehranskih dopolnil, vse, kar sem takrat študirala in v kar sem se spustila, je bilo zelo v primerjavi z današnjim časom slabo dostopno v Sloveniji. Veliko stvari sem si naročala iz Amerike, iz Anglije. Ne vem, tudi vitamina D recimo niso še prodajali tako široko, bil je dostopen samo v lekarni in vse take, imela sem veliko konfliktov, predvsem verbalnih z takratnimi prehranskimi strokovnjaki, ki so še danes neke prehranske eminence v Sloveniji, ker sem trdila, da zagotovo je metabolizem pri rakavem bolniku spremenjen ne glede na to, kje imaš raka, ne. Takrat je veljalo, da samo tisti, ki imajo raka v prebavilih, da imajo spremenjene neke metabolizme. No, danes na srečo vemo in smo uspeli tudi dokazati, da je pri vsakemu človeku, ki je zbolel za rakom, spremenjen tudi celični metabolizem. No, čez nekaj let, čez 2 leti sem se potem pridružila Evropidoni, ker se mi je zdelo, da so tudi tam vse ženske toliko starejše od mene in da nimam v bistvu tam kaj početi. Ampak ko sem prišla na eno prvo srečanje združenja, sem spoznala veliko mladih žensk, ki so imele podobno izkušnjo kot jaz
In v bistvu je to tisto, kar me je potegnilo. Ko se začneš družiti oziroma ko imaš kontakt z žensko, ki je to že šla čez, ne, zelo podobno je, ne vem, ni glih isto, ne, ali si noseč ali si zbolel za rakom, ampak ko smo noseči, se povezujemo z mamicami, z nosečnicami v tistem času, ker nekako dobimo vprašanja, odgovore na tista vprašanja, ki nas takrat pestijo. In ravno tako je pač s tem, ko zboliš. Ženske, ki so že šle čez to, poznajo, mi temu rečemo, vse fore, kako je potem naprej, kako je z bolniško, kako je z delom, kako je z upokojitvijo, kako je s toplicami. Tako milijon enih vprašanj se začne odpirati in prek interneta in to dobiš odgovore vse iz skupin. Tako da so me potem res zelo potegnile. Začela sem zelo aktivno sodelovati z društvom in na eni točki sem imela že 2 službi na fakulteti in v društvu in sem se pač mogla odločiti, kaj pa zdaj naprej, ne. Tam sem tudi že doktorirala, že delala na postdoktorskih projektih in potem sem se pač odločila, da pustim znanost in se usmerim samo v zagovorništvo oziroma za delo v združenju, ker se mi je zdelo, da v resnici lahko tukaj veliko več naredim. Če si bo vsaj danes, vsaj ena od vas začela mesečno pregledovati dojke in več pozornosti dala na svoje zdravje, pa ne zaradi raka dojk, ampak zaradi vseh kroničnih nenalezljivih bolezni, zaradi vseh drugih bolezni, že zaradi svojega dobrega počutja, se mi zdi, da smo veliko naredile. Vedno, žal pri meni je bilo tako, da me je bolezen spomnila na to, da moramo bolj skrbeti zase in da me vsak dan na to opozarja. Če ne drugače s tem, da imam velike brazgotine na telesu. Sama sem potem ustrajala, da so mi odstranili obe dojki, ker se mi je to psihično breme, ponovitve bolezni, je bilo to zame čisto preveč in sem imela res to srečo, da so me upoštevali. S tem, da to res niso majhne operacije, ne. To ni, da ti pač malo neki vzamejo ven tkivo pa dajo noter silikonske vsadke. Definitivno to pušča posledice ali pa tudi, če imamo iz lastnega tkiva narejeno rekonstrukcijo. Ampak meni ni žal, še vedno bi se isto odločila, še vedno bi pri tem ustrajala, ker s tem lažje živim in tako lažje živim. Je pa zagotovo to en velik moj učitelj in opomnik, da vsakič, ko začnem malo preveč delati, da vsakič, ko se malo preveč nerviram, živciram, da se ustavim in da se vprašam, zakaj že, ne? Ni mi treba. Pa tudi, da včasih kakšno stvar zavrnem, pa da včasih rečem tudi ne. No in prej sem že začela govoriti, da nisva imela otrok pred tem, ko sem zbolela. Takrat ni bilo možnosti ohranjanja plodnosti, potem je bil to en mojih prvih ciljev in na srečo od leta 2013 imajo vse mlade ženske, ki zbolijo za bilo katerim rakom, možnost shranjenja oziroma ohranjanja zamrznitve jajčnih celic. Tudi poseben tim je za to vzpostavljen, ki se v 24 urah mora odzvati na poziv zdravnikov. Jaz sem po 10 letih in pol končala s terapijo, morala počakati še dobrih pol leta, da se ta zdravila vsa tako sperejo ven iz mojega telesa, da se menstrualni ciklus nazaj vzpostavi in potem sem slabo leto potem zanosila. Takrat sem bila seveda izjemno vesela, z možem sva tudi že naštudirala vse možnosti posvojitve, ker sva rekla pač ok, bova pa pač posvojila. Drugi problem je, da ko enkrat zboliš za rakom, ne moreš dobiti več zdravniškega potrdila, da si zdrav, ker ti ga kljub temu, da že toliko let nimaš bolezni, noben ne izda. In moja onkologinja je sicer rekla, če boste 10 let brez bolezni, vam bom jaz napisala to potrdilo za posvojitev, kar je v bistvu ena velika taka administrativna ovira. No, ampak na srečo, imela sva res izjemno veliko srečo, jaz sem takrat bila stara pa že 38 let, da sem zanosila, uspešno donosila in rodila potem zdravo punčko, ki bo naslednji teden stara 2 leti. In zdaj, ko že hodimo nazaj po vseh teh konferencah in se srečujem z vsemi temi zdravniki, šele zdaj dojamem, ko vidim vse primere, kakšen res privilegij in na nek način mali čudež je res to, da nama je to uspelo. Tako da tudi zdrave ženske, zdrave bom rekla, no, če imamo neko težavo, zagotovo to ni neko fiziološko stanje, imajo težave z zanositvijo, tako da po takih terapijah in takem času pa je zagotovo to še nekaj več.
Čisto še za konec bi vam rada rekla, da bolezen nič ne izbira. Pride, nič ne čaka, pride, ko smo najmanj pripravljeni, takšna ali drugačna in kako bomo takrat odreagirali in kako bomo takrat to speljali, odvisno čisto od nas samih. Tako da jaz mislim, da mi je rak dal bistveno več, kot mi je vzel. Vzel mi je sicer fizično, dojki, imam tudi zdaj nekaj posledic zdravstvenih, ampak z vsem tam lahko živim. Dal mi je pa bistveno več. Dal mi je druge vrednote, dal mi je drug pogled na svet, druge ljudi, tiste, ki jih očitno nisem rabila, je odnesel iz mojega življenja. Prišli so drugi ljudje v moje življenje, s katerimi srečno in veselo živim naprej. In dejansko si malo bolj dovolim živeti tako, kot jaz hočem in ne tako, kot hočejo drugi. Tako da, toliko z moje strani, no, pa če imate še kakšno vprašanje. Hvala za krasno predavanje. Jaz bi mogoče za konec postavila še eno vprašanje. Mogoče, če lahko izpostaviš kakšno pozitivno misel, ki te je med vsem tem procesom prebolevanja bodrila in vzpodbujala naprej. Ja, to pozitivno je tako zelo, moramo biti pozitivni, sej v bistvu je, veliko stvari v glavi, bom tudi tako rekla, res je veliko stvari, ampak je težko v takem času ostajati skozi pozitiven. Meni je zelo pomagala glasba, tako res veliko mi pomeni glasba, ki jo rada poslušam in imela sem nabor 5 pesmi, ker vedno, kam je bilo najtežje, sem si teh 5 pesmi vrtela in vrtela in to je to mi je res pomagalo.